plačamo neko ceno za tveganje, za nam lahko na drugi strani zavarovalnica ponudi neko rešitev. Za vsak avto, ki se vozi po slovenskih cestah, mora biti zagotovljeno to zavarovanje. To je razlika med zavarovanimi škodami in dejanskimi škodami, in ta v Sloveniji še vedno zaskrbljujoča. Vkolikor bi se tak potres zgodil danes v Ljubljani, bi bila ocena škode blizu 7 milijard. Takrat je bila izplačana tudi rekordna odškodnina, sploh s strani zavarovalnic, to je bilo vključno z vsemi neurji in nevihtami, je bilo to nekaj čez 500 milijonov. Lepo pozdravljeni v podcastu Ministrstva za finance s financami na T. Moje ime je Katarina Matejčič, tokratna tema pa zavarovanje. Kaj je zavarovanje, kakšne oblike poznamo, zakaj se je dobro zavarovati in pa tudi, koliko denarja povprečen Slovenec vsako leto nameni za to. Z mano je direktor Agencije za zavarovalni nadzor, Gorazd Ščibej. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, hvala za povabilo v studio. Za začetek, kaj je sploh zavarovanje in zakaj ga imamo? Zavarovanje je seveda v sodobnem svetu nujna potrebna dobrina vsakega. Zavarovanje je seveda odvisno od tega, z kakšnega zornega kota ga gledamo. V osnovi pa gre za varovanje nekih interesov, za plačilo neke premije, pri čemer zavarovalnica v primeru nekega škodnega primera, ki mora biti seveda naveden natančno v sami zavarovalni pogodbi, zavarovancu izplača odškodnino ali zavarovalnino, vkolikor bi do takega dogodka prišlo. Tukaj takoj vidimo, da gre za neko varnost v sami družbi. Vemo pa, da je varnost na naši lestvici dobrin verjetno takoj za fiziološkimi potrebami, mogoče po Maslowu, najvišje uvrščena, tako da zagotavljamo varnost potrošnikom. Kaj pa je zavarovalna premija in zakaj jo seveda plačujemo? Zavarovalna premija je seveda element v zavarovanju, na podlagi katerega zavarovanec plača neko vsoto naprej dogovorjeno za v primeru, da bo prišlo potem do nekega škodnega dogodka, za katerega mu potem na drugi strani zavarovalnica garantira izplačilo odškodnine. Tako preprosto lahko nekako povedamo, plačamo neko ceno za tveganje, za nam lahko na drugi strani zavarovalnica ponudi neko rešitev v primeru nekega neljubega dogodka. To je pa lahko bodisi nesreča, bodisi zdravje ali kakršnokoli drug predmet zavarovanja. Zakaj vse se sploh lahko zavarujemo, za kakšne primere in katera zavarovanja so pri Slovencih najbolj priljubljena? Kaj je tisto, kar ima tako rekoč vsak prebivalec Slovenije? Tako, v osnovi ločimo dve skupini zavarovanja, to so premoženjska zavarovanja in življenjska zavarovanja. V našem prostoru prevladujejo predvsem premoženjska zavarovanja. To lahko rečem, da smo tudi v primerjavi z ostalimi sosednjimi državami ali z državami, če se primerjamo v Evropi, tudi nad nekako evropskim povprečjem, nekako 70% celotne zavarovalne premije je premoženjskih zavarovanj, na drugi strani so življenjska zavarovanja, ki pokrijajo 30% premije. Seveda, najbolj zavarovani smo na področju avtomobilov, pravi, da sklepamo avtomobilska zavarovanja, pri čemer je posledica to tudi zakona o obveznih zavarovanjih v prometu. Se pravi, da ta zavarovanja so nekako obvezna, se pravi, za vsak avto, ki se vozi po slovenskih cestah, mora biti zagotovljeno to zavarovanje. Seveda pa temu zavarovanju Slovenci zelo radi dodamo potem tudi zavarovanje za poškodbe A+ ali pa kasko zavarovanje, vsem v primerih nekih dražjih avtomobilov. Na drugem mestu bi lahko se v tem primeru dotaknili predvsem tudi domskih zavarovanj, to predvsem v luči številnih naravnih katastrof. Ta zavarovanja seveda pridobivajo tudi na pomenu. S tem zavarujemo svoj dom kot svojo lastnino in na ta način dosežemo, da smo zavarovani v primeru nekega neljubega dogodka, bodisi to potres, poplave ali pa na koncu le izliv vode ali požar. Tako da večina teh zavarovanj, domskih zavarovanj,
so požarna zavarovanja, katerim pa lahko seveda potem priključimo nekatera dodatna zavarovanja. Tako da, naprimer, ko v primeru, če govorimo o samem potresu, je treba nekako priključiti potem v tem osnovnemu zavarovanju. In ta zavarovanja s potresa še vedno morda ne dosegajo te stopnje, katere bi si želeli v Sloveniji. Če se najprej dotaknemo premoženjskih, kaj vse se da torej zavarovati? Omenili ste avto, nepremičnino, verjetno tudi opremo. Kaj vse sodi sem noter? Seveda, premoženjska zavarovanja so številna zavarovanja, tako od avtomobila, doma, zavarovanje proti odgovornosti tretjega, v zadnjem času tudi morda malo bolj popularna tudi kibernetska zavarovanja. To so vse premoženjska zavarovanja, ker zavarujemo naše premoženje. Vkolikor bi prišlo do nekega neljubega škodnega dogodka, se zavarovalnica na drugi strani na podlagi zavarovalne pogodbe in podpisane zavarovalne police zaveže, da bo to škodo pokrila. Pri tem, čemer se pa moramo zavedati, da ta dogodek mora biti seveda vnaprej nedoločen, mora biti nepredvidljiv in neodvisen od same volje zavarovanca. Se je število oziroma delež Slovencev, ki imajo zavarovano nepremičnino po močnih potresih na Hrvaškem povečalo, enako po poplavah po leti 2023 v Sloveniji? Je več gospodinjstev zdaj zavarovanih za take primere in pa seveda še za požar, rekli ste, odgovornost tretjega, kibernetsko varnost. Se je ta delež povečal in kakšna je pravzaprav še vedno zavarovalna vrzel, pomeni delež tistih, ki pa niso zavarovani? Če se prvo osredotočimo na samo zavarovalno vrzel, to je razlika med zavarovanimi škodami in dejanskimi škodami, je ta v Sloveniji še vedno zaskrbljujoča, predvsem na področju potresov. Tukaj je ocena agencije, naredili smo tudi neko zelo podrobno študijo, pri kateri kar 80% slovenskih domov ni zavarovanih za potres. Se pravi, le 20% je primerno zavarovanih. In po potresih v Petrinji in v Zagrebu v letu 2020 se nekako začutilo tudi v Sloveniji. Takrat so zavarovalnice poročale o nekem rahlem povišanju zavarovanja in to je nekako logična človeška reakcija. Ko se sosedu zatrese hiša, boš hitro sklenil potem tudi sam zavarovanje. Nažalost pa je to trajalo zgolj nekaj mesecev, ker potem pademo spet na nekak ustaljeni ritem življenja in na naslednjo leto že pozabimo. Zato je tukaj izrednega pomena stalno obveščanje, ozaveščanje prebivalstva o pomenu zavarovanja, domskega zavarovanja in za vključitvijo potresa. Dejstvo je, da če se premaknemo nekoliko v zgodovino, leta 1895 je bil ta katastrofalni potres v Ljubljani z magnitudo 6,1 in vkolikor bi se tak potres zgodil danes v Ljubljani, bi bila ocena škode blizu 7 milijard. Če bi se podoben potres, ki se je zgodil v Petrinji na Hrvaškem za magnitudo 6,4 zgodil v Ljubljani, bi bilo celo višje, blizu 9 milijard. In to je ogromno denarja, ki ga seveda država v takem primeru ne bi mogla pokriti. Zato je še vedno apeliram na dejansko potrošnike, da razmislijo o zavarovanju svoje nepremičnine. Morda samo za primerjavo, dostikrat zavarujemo svojega jeklenega konjička kot avto in se ne sprašujemo, če za kasko zavarovanje damo neko večjo vsoto, kot bi dali za potresno zavarovanje svoje hiše, v kateri preživimo večji del svojega dneva. Tako da morda moramo imeti tudi to primerjavo v mislih, takrat, ko sklepamo samo zavarovanje. Pa poplave se je po tem avgustu 2023 bistveno dvignil delež teh, ki so se odločili za zavarovanje? Ja, morda po avgustovskih poplavah leta 2023, takrat je bila izplačana tudi rekordna odškodnina, sploh s strani zavarovalnic, to je bilo vključno z vsemi neurji in nevihtami, je bilo to nekaj čez 500 milijonov, šlo za ogromen znesek. In ugotavljamo, da je bilo tam bistveno podobno kot v primeru potresa. V začetnih mesecih je bilo, potem pa kasneje so potrošniki pa že začeli morda za nekih špekulativnih namenov, da morda se to ne bo zgodilo v prihodnosti, niso obnavljali potem tudi zavarovanja. Prav zato je tudi na tem področju potrebno ozaveščanje in dvigovanje finančne pismenosti tudi prebivalstva.
Glede na to, da je vedno več nekih naravnih katastrof, od poplav sem omenila, požari na Krasu in podobno, kako pa je s kmetijskimi zemljišči, se da tudi to zavarovati, se kmetje odločajo v končni fazi, pa celo živijo od tega, kar pridelajo na svojih poljih, njivah, v gozdovih, travnikih. Ja, tukaj bi lahko rekel, da so kmetijska zavarovanja tudi neke vrste, bi lahko rekel, rak rana, ker je dejstvo, da je še vedno premalo kmetijskih zemljišč zavarovanih, ocena je nekako četrtina, pri čemer je premija, ki je pobrana s strani kmetijskih zavarovanj, okoli 8 milijonov, to je okoli 0,5% celotne premije. Spravi, da je tukaj veliki prostor še, da bi se vključilo več ponudnikov. Nažalost pa nekateri dogodki, kot so naprimer toča, pozeba, postajajo neke vrste vsakdanjik in s tem, ko postanejo del našega življenja, se tudi zavarovalnice iz nekaterih zavarovanj tudi umikajo. Tako da imamo trenutno na tem področju na kmetijskih zavarovanj, kljub visokim subvencijam, ki jih država prispeva ki samim kmetijskim zavarovanjem, tudi v višini do 60%, je še vedno premalo teh zavarovanj. Zdaj sva ves čas govorila o premoženjskih zavarovanjih. Kaj pa so življenjska zavarovanja oziroma kakšne oblike imamo in pa seveda tudi zdravstveno? Kaj vse se še da zavarovati? Poleg premoženjskih zavarovanj poznamo tudi življenjska zavarovanja, pri čemer se to zavarovanje za primer smrti in tukaj zavarujemo finančno varnost naših bližnjih v primeru nekega dogodka, da umremo, so potem zagotovljena varnost naših potomcev. Imamo pa tudi več oblik življenjskih zavarovanj. Tukaj imamo z naložbenim tveganjem mešana življenjska zavarovanja, tako da v zadnjem času prevladujejo predvsem življenjska zavarovanja z naložbenim elementom, teh je nekako kar 80%. Življenjska zavarovanja so lahko potem tudi v primeru neke težke invalidnosti, težke bolezni, tako da imamo tukaj tudi kar nekaj variacij na samo temo. Mislim, da tukaj je tudi še prostor za povečanje tega segmenta in ugotavljamo, da smo tukaj nekako pod evropskim povprečjem. Tukaj predvsem izstopajo države Skandinavije, kjer je ta osveščenost življenjskega zavarovanja na bistveno višjem nivoju in je tudi premija iz tega naslova, ki je pobrana, bistveno višja kot v Sloveniji. Se pa ponuja tudi vedno več raznih zdravstvenih zavarovanj, glede na to, da hitrejši obisk specialista, kakšna dodatna zdravljenja, se vedno več ljudi saj za to odloča, če zdaj že ne zavarujemo svoje hiše, zavarujemo avto ali zavarujemo sebe. Tudi področje zdravstvenih zavarovanj, to sicer spada med premoženjska zavarovanja, ugotavljamo, da so v nekem porastu, ker ljudje prepoznavajo prednosti teh zavarovanj. Seveda, ker na ta način lahko pridemo bistveno hitreje do nekih specialističnih pregledov, do zdravnika, takrat, ko ga potrebujemo, tako da je ponudba na tem segmentu kar velika. Tako da nekako svetujemo potem tudi potrošnikom, da se informirajo o sami ponudbi na našem trgu in takrat zberejo tisto, ki je za njih najprimernejše. Veliko ljudem se zdijo zavarovanja nekaj zapletenega, nekaj težkega, kar ne razumejo. Zakaj je torej še toliko bolj pomembno, da dobro preberejo, kaj sklepajo, kakšna polica je in predvsem, kaj bodo dobili v kateremkoli od neljubih dogodkov, ki se lahko zgodijo? Ko se potrošnik odloči, da bo sklenil zavarovalno polico, mora imeti pred svojimi očmi, kakšno zavarovanje sploh potrebuje, kakšna so zavarovalna kritja, kakšne so izključitve in ali to zavarovanje, ki ga bo kupil, ali ga sploh potrebuje. Seveda se ne more zanašati samo na besedo zavarovalnega zastopnika, zavarovalnega posrednika, temveč mora tudi zelo podrobno prebrati splošne pogoje ali pa vsaj ključni dokument o zavarovalnih tveganjih, to se pravi Key Information Document, na katerih je nekako na 2 straneh so opisane glavne značilnosti tega zavarovanja, ki ga bo kupil. Seveda pri zavarovalnih pogojih je treba potem tudi natančno prebrati splošne in posebne zavarovalne pogoje in se ne zanašati
zgolj na to, da zadevo podpišemo, ker enkrat, ko zadevo podpišemo, takrat smo v nekakšnem razmerju s samo zavarovalnico in ko pride do nekega neljubega škodnega dogodka, smo morda lahko presenečeni, ker nekatera zavarovalna kritja niso bila vključena. Zato je seveda treba izkoristiti priložnost, če imamo na drugi strani zavarovalnega zastopnika ali pa se obrniti direktno na zavarovalnico za dodatna pojasnila. Tukaj, kar se tiče finančnega usmerjevanja, na Agenciji za zavarovalni nadzor posvečamo veliko pozornost, zato smo izdali tudi veliko brošur, kjer se lahko potrošnik na nek enostaven način seznani z bistvenimi lastnostmi nekega zavarovanja. Lansko leto smo izdali brošuro o avtomobilskih zavarovanjih, letos pa brošuro o potresnih zavarovanjih, kjer na nek enostaven način približamo potrebo po sklepanju tega zavarovanja. Vemo, samo v primeru potresov v 20. stoletju smo imeli kar 10 hujših potresov in smo celo na legi, ki je bistveno bolj ogrožena od Hrvaške. Tako da je samo vprašanje časa, upamo, da se bo to zgodilo čez 100 let ali več, ampak lahko se to zgodi jutri. Zato je res potrebno, da se tega rizika zavedamo in zavarujemo dom še danes. Torej, boljše preventiva kot kurativa, vsekakor. Glede na vse povedano, imamo Slovenci negativen odnos do zavarovanj in zavarovalnic? Samo zavarovanje je odvisno od osebnih preferenc posameznika, od njegovih finančnih zmožnosti, njegove finančne pismenosti, ozaveščenosti, če hočete, na drugi strani. Tako da bi težko govorili, da imamo negativen odnos do zavarovanja. Zavarovanje se dejansko vidi vrednost, njegova vrednost, ko pride do škodnega dogodka. In takrat, ko zavarovalnice hitro odreagirajo, se vidi, da je bilo vredno se zavarovati. Tudi v primeru poplav, ki smo jih v Sloveniji imeli, so zavarovalnice zelo hitro izplačevale škode. Večina, kar 90% škod je bilo izplačenih v prvih 3 mesecih, večina celo v 1. mesecu. In ko pride do take dogodka, se zavedamo, kaj je moč zavarovanja. Čisto mogoče pri samem zavarovanju dajemo, mogoče da povem najbolj plastično, v nek sklad, da zavarujemo svoje tveganja in potem se razpršijo ta tveganja. In potem seveda, ko ne pride do nekega škodnega dogodka, se morda nekdo sprašuje, nekaj sem plačal, nekaj premijo za nekaj, kar se ni zgodilo, ni bilo to vržen stran denar, ampak seveda s tem si kupimo miren spanec in smo lahko zadovoljni, da se do tega dogodka ni prišlo. Zaradi te disperzije, razpršenosti rizika pa lahko zavarovalništvo kot dejavnost sploh obstaja in deluje. Ali slučajno obstaja kakšna ocena, koliko denarja Slovenec v povprečju porabi na leto za vsa zavarovanja? Torej tako premoženjska, življenjska? To so kar natančni izračuni. Imamo pač brano premijo, jo potem izračunamo s številom prebivalstva in tukaj smo v tem prostoru precej visoko. Govorimo o 1450 evrov na leto, ki jih povprečni Slovenec nameni za zavarovanja, pri čemer, kot omenjeno, pa je nekako 70% tega premoženjskih zavarovanj, ostalo so pa življenjska zavarovanja. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam.